Spoštovani obiskovalci, obiskovalke, lepo vas pozdravljam v imenu Loškega muzeja in v svojem imenu. Skratka, v okviru razgovorov z umetniki ob aktualnih tekočih razstavah v Loškem muzeju organiziramo pogovore z njimi. Tokrat je naš gost loški umetnik Simon Mlakar, najbrž ga zelo dobro poznate. Vseeno je pa treba par stvari povedati na temo Simona Mlakarja, ki je zagotovo eden vidnejših in pomembnejših loških likovnih ustvarjalcev v zadnjih nekaj desetletjih. Glede na to, da pripada starejši generaciji že loških umetnikov, njegovo ime v povezavi z Združenjem umetnikov Škofja Loka in ne samo to, je dejavno v različnih umetniških medijih, skratka ukvarja se s slikarstvom, se še ukvarja z grafiko, risbo, oblikovanjem plakatov in drugačnih publikacij ter z konceptualno umetnostjo. Pomembnejših, jaz bi rekel, da je strokovna javnost nekako premalo pozorna do opusa dosedanjega Simona Mlakarja in da je treba še izpostaviti njegovo delo v smislu konceptualne umetnosti nekje z začetka tega tisočletja pa vse do dan današnjega. Gre pa za avtorja, ki je včasih zelo presenetljiv po večini. Tako da recimo zdaj se nahajamo v prvem prostoru od dveh, tako rekoč v prvem delu razstave, ki se ji reče To je naše vesolje. Ta razstava ni pravzaprav je za vse, jasno, ampak za povprečnega obiskovalca, ki je vajen teh salonskih razstav, ki se slike nabijajo na steno, pa najbrž ni čisto konvencionalna, tako da marsikateri obiskovalec doživi pravi šok, ko gleda te simbole tukaj. Treba je še povedati, da je Simon Mlakar v bistvu umetnik zelo kritično držal do dogajanj v družbi. Je sodobni konceptualni umetnik, ki kritiško gleda tudi v zgodovino, skratka, ki kritiško obravnava neke dogodke, scene iz polpretekle in pretekle zgodovine. Znan je tudi, da se večkrat v teh svojih umetniških podvigih navezal na, rečemo temu, ikonografijo socialistične umetnosti in tako naprej. No, ampak ta razstava, ki je tukaj, je izjemno minimalistična v smislu postavitve, v smislu likovnih del, ki so recimo pred nami. In v naslednjem prostoru. Simon, lep pozdrav. Prvo vprašanje, kaj nam pravzaprav predstavljaš v sklopu razstave To je naše vesolje? Kaj nam skušaš povedati? Kaj je tvoje sporočilo? Ja, tle je nekako soočena naša stvarnost, naše vesolje ali pa ta naš svet z neskončnostjo. To je postavljeno skupaj, ena soba, druga soba. To je ta tema sedanjost z neko prihodnostjo ali pa z nekimi višjimi cilji ali kako bi se izrazil, je pravzaprav kakšni religiozni umetnosti in tako imamo to. No, tle je pa zdaj to nekoliko drugače, tako kot vsi dobro to tukaj razumete. Imamo predstavljen ta svet, ki je tak, kot je, konflikten in tako naprej, v katerega smo zapredeni, drugače ne moremo. In imamo na drugi strani neskončnost. In ta razstava nekoliko nas spomni na to. Če te prav razumem, bi lahko rekli, da recimo ta prvi prostor
tvoja ponazoritev tega človeškega univerzuma, civilizacije, ki jo pač nam se mi pač tako predstavil. S temi lahko bi tudi drugače, ampak dobro, jaz sem izbral to. No pa še eno vprašanje, ki se navezuje na pravzaprav to likovno delo, ta print. Zakaj je ozadje tako intenzivno, tako rdeče? No, za vse te simbole je tekla kri. Torej, te simboli imajo vendar v naši civilizaciji nek močen pomen, ne? In za vse je tekla kri. No, na tej razstavi ne gre samo za ta print in ne gre samo za tisto skrivnostno luč v drugem prostoru, ampak se mi zdi, da je zelo pomemben element te razstave tudi zvok. In slišali smo nek kakofoničen zvok, skratka, ki ustvarja neko specifično atmosfero, ki pa seveda ni zgolj zvočna kulisa. Zakaj pravzaprav gre? Za katere zvoke gre? Kaj sliši pravzaprav obiskovalec razstave, ko stopi v prostor? Kdo je pravzaprav te zvoke povezal? Kako si sploh prišel do tega, da je treba podpreti razstavo, ki je običajno, rečemo, brezzvočna, tako rekoč? No, da poudarjamo to, kar je na tem vtisku, je ta zvok poudarja to, kar je tukaj natisnjeno. In kaj je na teh posnetkih? Torej mislim, da nekaj dosti značilni zvoki ali teh enigij ali ideologije in tako naprej. Hkrati pa prispeva k temu kakofoničnemu vzdušju, ki sicer je na tem svetu, ne, se ga eno čez drugo se meša in tako pač tukaj je. No, meni se dozdeva, da pravzaprav s to razstavo nekako na nekem nivoju nadaljuješ svoje raziskovanja simbolike, simbolov, ampak s temi analizami simbolov si pravzaprav začel že pred 2 desetletjema in če se povrnemo malo nazaj, se jaz spomnim ene razstave, ki je bila v atriju ZDSL v Ljubljani, tudi na temo simbolov. A obstaja kakšna povezava recimo med tisto razstavo in to razstavo tukaj, ker mislim, da tista razstava takrat, ki je šla nekako mimo, čeprav je pa recimo, saj pri tistih, ki so si jo ogledali, nekako dvignili na prah. Tam si tudi obravnaval simbole na specifičen način, mislim, da z neko rožno prostorsko inštalacijo. Torej, tisti, ki niste videli, v vrtu na Komenskega 8 sem postavil iz peranih betonskih plošč, sem postavil potke v obliki svastike, v tistih kvadratih, ki so vmes med temi kraki tega, smo posadili, mislim, da 700 nekih rdečih cvetlic. Te cvetlice so bile pa v obliki zvezde. No, šlo je za 50-letnico konca druge svetovne vojne in tam sem soočil vendar na ironičen način, ta konflikt teh dveh, ali pa spopad teh dveh ideologij. Šlo je v tem smislu, da sem 50 let po tej drugi vojni uresničil to, kar sta si velika diktatorja oba želela.
imeti te urejene ceste in seveda znotraj tega neko čudovito deželo, ne. Ja, enkrat sem nekje prebral, da pravzaprav v nekem članku o tebi in o tvojih konceptualnih akcijah, da pravzaprav tem pradavnim simbolom, ki so bili zlorabljeni večkrat v zgodovini, da jim odvzemaš ta ideološki predznak. Ampak jaz mislim, da pravzaprav z izpostavo teh simbolov ti nekako te zlorabe obsojaš in opozarjaš non-stop na izposojo simbolike, ki je pradavna, za neke zle namene. Tako da se ne strinjam s tem, da jim odvzemaš ta ideološki predznak. Vse en se pol to tle izniča, ne. Tle priznajmo, zgubijo ta naboj, ga zgubijo, ne. Tudi to mojo inštalacijo je ena taka likovno ali pa umetnosti naklonjena družina, pa ena znana arhitekta med njimi. Skratka, to mojo inštalacijo iz Komenskega so eni ponovili, postavili v svoj vrt, so tam ponovili to zadevo in seveda brez te ideologije preprosto se mi zdi dober štos. No, mislim, da si se s to razstavo tudi nekako naslonil pravzaprav na vsebino zadnje knjige svojega brata, filozofa, ki ga tudi zelo dobro poznamo, Petra Mlakarja. In kaj te je recimo v njegovem razmišljanju tako fasciniralo, da si malo šel v globino te njegove filozofije in jo mogoče tudi na nek način subtilno vklopil mislim, da v drugi prostor. Ja, Peter je bil kar všeč, kako je bilo zdaj to upodobljen s tisto točko. Ta točka predstavlja to naše blazno, velikansko, gromozansko vesolje, ne, ki pa vendar, če ga gledamo, pa ne moremo, ne. To je zgolj neka predstava, če bi ga gledali od zunaj, ne, se pa seveda zmanjša do pikce. Ta Petrova tematizacija niča mi je bila pa res všeč. Kajti ta nič pol odpira tako, kar je nekake fine možnosti, ne. Tako da, ja, ta nič me je kar navdušil, no, tako, kot ga Peter predstavlja. Ampak, veste, ne me zdaj preveč, rekel, ker ne morem tekmovati s filozofiji. Knjigo sem prebral enkrat, pa mogoče še ene stvari še enkrat, ampak ne znam jaz to zelo dobro ubesedovati. No, mi je pa fino to. Najbrž si lahko na različne načine razlagamo tisto točko. Lepo prosim, da si jo razlagate kot vesolje in tista, seveda, neskončna črnina, ne, seveda abstraktno gledano, je pa ta nič blazen, neskončen nič. Saj veste, nič je v našem slovarju je nekaj, kar ne biva in ne obstaja, ne. Ampak, mislim, če filozof začne to mleta, ne, je to res ena taka, potem se ti naenkrat začne zdeti ta nič, se pravi, nič kot res tisto, tam se pa pol zares začne neskončnost. Vsi vemo, da vesolje pa naj se še tako blazno širi, ne, s temi svojimi fizikalnimi
tenzijami, vendar ima neko omejitev, ne? Vendar kakorkoli, pa čeprav je za nas čist nedoumljivo velikanska, ampak vendar pridemo nekje na konec, kakorkoli. In od tam naprej se pa začne ta nič. Jasno, pojma nimamo, kako to je, kako to izgleda. Tudi jaz ne tako. Seveda, lahko si zgolj mislimo. No, sam v bistvu razmišljaš na podoben način kot slavni fizik Hawking. Mislim, da s to razstavo odpiraš mnogo vprašanja v povezavi z nastankom vesolja in z njegovo usodo, ker lahko se tudi sesede samo vase, skratka tista točka, po neki moji logiki, je lahko točka, iz katere naše vesolje išlo, po drugi strani je pa lahko točka, v katero se bo pravzaprav sesulo, na nek način. Če prav razumem point, ker mislim, da treba pojasniti neke teme, s katerimi si se umetniško, mogoče spekulativno ukvarjal, ampak zelo direktno, po moji presoji. Tako da, zdaj bi se pa na ene druge stvari nekako obesil. Zdaj, tvoja dela so, recimo, zelo raznolika, tako po vsebini, kot po tehnikah. In kako se ti odločiš, recimo, za neko tehniko, pa umetniški način, da bi neko zgodbo povedal? To je čisto hipno ali po nekem premisleku, kako delaš pravzaprav? Čisto me zanima ta tvoj proces mentalni. Ali je to v hipu zdaj, dobiš idejo in potem rečeš, ja, zdaj bom pa to naslikal ali pa to bom pa speljal v grafiki, naprimer, ali pa bom naredil neko inštalacijo. Kako ta delovni proces? Malo je lopti tako v trenutku, ampak drugač pa je takole, eno vsebino, ki jo hočeš povedati, se pol pa zamislim, kako bi pa to naredil in potem se ti pokaže taka ali drugačna možnost. Seveda si vezan na neko tehnologijo, ki jo poznaš. No, meni se ti zanimivo, recimo, ravno če primerjam, naprimer, tole razstavo s tvojimi drugimi razstavami, ali pa z nekimi tvojimi deli, ki se pojavljajo na skupinskih razstavah. In tukaj si zelo resen, zelo filozofsko nekako utemeljen in preudaren. Recimo, pri večini del, ki smo jih pa imeli priliko zdaj doživeti v zadnjih 10-15 letih, se mi pa zdi, da si pa zelo humoren. Tako da v bistvu meni se zdiš zelo humoren, ironičen včasih. Ta humorna plat je zelo prisotna pri tebi. To me zanima. A si ti humorist po naravi ali si... Mislim, da ne. Zelo resnoben. Ampak kako to, da je recimo toliko teh tvojih del, recimo, če se spomnimo na primer neke inštalacije, ki je bila na zadnji razstavi združenja tvoja v galeriji na Gradu, pa zanj si en fajn komentar podal tam na skupinski razstavi združenja v Sokolskem domu. Pa zelo tako duhovito vse skupaj. Jaz imam eno tako šolo, tole oblikovalsko, smo takrat se zelo, jaz sem se zelo prizadeval, da je tisti plakat, za karkoli pač gre, da ima neko sporočilo, da ima neko vsebino, da je večplastno sporočilo, da je skratka, smo imeli te umetniške ideale, mislim, da plakat ne sme biti zgolj tako tisto, kaj zdaj kupi to, ampak da mora biti, vendar je malo več
tako kot je pri umetnosti zaželjeno, da ima vendar več plasti ta pomen. In skratka, sem zelo analiziral dobre plakate, kako nekaj povejo, kako nekaj izrazijo. Meni je bilo zelo pomembno, kako je nekaj povedan. To, da pač pride to na humorno plat, skoraj bi rekel, da je mogoče naključje, oziroma se mi to zelo meni tako pokaže. To se meni bolj slikovno pokaže, ker nisem toliko verbalen človek, bolj to vidim v slikci. Mislim, da si zelo dobro povedal. In seveda si umetnik z enim širokim spektrom, razpoloženskim, vsebinskim, kar seveda razadevajo tvoje delo. Zdaj te nekaj drugega povprašujem. Če gremo malo bolj nazaj, ti izhajaš iz zelo umetniške familije, oče, arhitekt, fotograf, pa tako naprej, brat, filozof, drugi brat, oziroma tretji je pa inženir, realist. Ja. Zdaj, kako je izgledalo to odraščanje ali pa življenje, recimo, ko ste bili vsi skupaj? Umetnost je bila dejansko najbolj prisotna vsakodnevno. Ste se kaj dosti pogovarjali? Ne. Kako je to izgledalo? To mene zanima čisto posebno. To mi bo po mojem zelo običajno, tako kot je. Je pa takrat v Škofji Loki vendar ena čisto taka luštna klima in v nekem trenutku se res ni bilo dolgo, ampak vseeno, mislim, da kaj takega danes ni. Smo imeli v šoli enega učitelja tehničnega pouka, tehnične vzgoje, ki je, ko je bila utvoritev nagrado, je rekel, tako pa je pouku, danes je pa nagrado taka in taka utvoritev, kdo gre z mano? Pa sem se enih 5 javil, enih 5, pa smo šli z njim. Ne? In je on, ta učitelj, ki je bil inženir po stroki, je bil elektro, je bil, ne vem kaj je bil, je vedno šel do tistega restauralca, dole se spomnim sedeja, je šel do njega in rekel, jaz sem tle eno skupino, lepo prosim, če jih peljete po razstavi. Tako, fino, ne. Super. No, ko si ravno omenil šolo, zdaj tudi ti si bil dolga leta pravzaprav likovni pedagog, tako da kakšne spomine imaš pa na to obdobje, zdaj si osvobojen, recimo, na tem tako, ti ni treba več biti likovni pedagog, ampak kako si se počutil kot likovni pedagog? Ja, torej, meni se zdi likovno zelo pomembno, pa ne umetnost, ampak likovno kar tako, a ne, tudi pokojni ta Peter Florjančič, ki ima, leto 2 nazaj, ki ima tistih čez 400 patentov, kar je fantastično. Saj vsi veste, za koga gre, ne. On je rekel, veste, jaz skozi nekaj čečkam. Pa nisem noben umetnik, ne. Ampak on je skozi vizualiziral svoje te zamisli. Potem imam jaz enega prijatelja, no tudi to je fajn, da sem imel kakšnega takega prijatelja, ki je špenglar. In on je zelo bil moja konkurenca v osnovni šoli. In on se mi je pohvalil, mi je pred par leti pokazal svoje skicirke, ki za svoje pomočnike nariše tisto, kar imajo za delati. In reče, gledaj, jaz sem takole narišem in lahko grem. Iz te risbe je razvidno točen, kaj hočem. In on ima res 3D vse nariše. Skratka, jaz sem fantom, mislim, punce so že same po sebi nekoliko bolj pridne in bolj za likovno, medtem ko fantje nekoliko malo uvažujejo v osnovni šoli to. Jaz sem jim povedal, da
če boste vi šli v nek poklic, kjer boste nekaj izdelovali, nek izdelek, je zelo fajn, če ga znaš narisati, če znaš svojo predstavo predstaviti še drugim. Zato sem bil tle prilikovnem, tako, z vsem, s to zavestjo sem jaz to počel, da je to potrebno, da je to dobro, da skratka to ni kar nekaj zazravno. Torej, za številne fante je to po moje potreben. Že Marija Terezija je, ko je uvedla šolo, tle so imeli, v bistvu fantje so imeli že likovno vzgojo. Skratka, jaz nadaljujem to, oziroma sem nadaljeval ta smisel. Super. To sem sledil. Zadnja leta te poznamo bolj kot avtorja prostorskih inštalacij, iz katerih je razviden ta tvoj feeling, recimo za kompozicijo, za umeščanje inštalacij v prostor in tako naprej. No, ampak jaz mislim, da je pa tvoj čisto slikarski prispevek v zgodovini slovenske likovne umetnosti premalo poznan v širši javnosti. In spet zdi se mi, da je recimo, da so tvoje slike na temo v narekovaju alpskih arhetipov, s temi alpskimi motivi, krajino in s kravicami pa tako naprej, na nek način temelj kasnejši maniri, ki so pa razvili zelo dobro slovenski kunst, eventuelno. In sicer, prej so bili oni. To me zanima. Torej, bivša ministrica za kulturo, oziroma zdaj že kar precej nazaj, Majda Širca, ko so se Laibach oziroma Neue Slovenische Kunst pojavili, rekla Simon, pa se to ti že delal. In sicer sem jaz, in ne najem zdaj tistih kosov, jaz sem že imel novoletno voščilnico, ker bi jo z veseljem, po moje, oni podpisali. Pa ne vem, kaj je to leto, po moje, ali je leto 79 ali 80. In skratka, tam sem jaz naredil par stvari, v tej, lahko rečem, v maniri, kot oni počnejo, ampak moram mirno rečem, 5 let pred njimi. Potem je pa tiste materiale, s katerih sem jaz delal, je Peter odnesel njim. In jih nismo imeli, jaz sem malo zgledal, smo benti, kje je to, Skratka, Peter je tiste materiale odnesel k njim. Jaz jih nisem nič pogrešal, tako da naukno mislil. Jaz sem imel takrat potem, lahko povem, jaz sem potem začel delati, ti si videl une slike na kartonih, ta velike, skratka, sem izhajal iz očetovih fotografij, sem iz tistih ven črpal, tiste nemške junake in tako naprej, je pa, kot sem povedal, so pa odšli k NSK-ju. Toliko. Kar nekaj let si bil tudi svobodni umetnik. V tistem času si slikal čisto drugačne slike. Si se nekako specializiral za loško krajino, za tipiko loške krajine in pravzaprav si tudi ti na nek način nadaljevalec te tradicije upodabljanja loške krajine. Kakšen je pa tvoj odnos do te loške krajine, do slikanja loke, teh loških klasičnih motivov? Še daj, mogoče, se podaš flaneristično ven, pa kaj namalaš, kakšen hribček. Kako je s tem? Meni se zdi, da je bila to ena čisto fajn tradicija, ki so jo moji kolegi, ki so se na tem polju, ker so delali na tem polju, so to razvijali naprej in naredili iz tega lepo umetnost.
Jaz tukaj glih, kakšen inovator nisem bil. Jaz sem se takrat malo usedel na vlak tega, lahko bi rekli, tudi komercialnega slikarstva. Takrat se je od tega dalo živeti. Takrat sem s tem čisto dobro zaslužil, precej več kot v šoli. Ampak hkrati me je pa tako, trg je zahteval, ali pa jaz imel občutek, da je pač take in take slike s takimi in takimi motivi in to je šlo. Jaz sem se prizadeval, da je bilo to solidno naslikano, ampak hkrati me je pa zelo miksa, da bi počel še kaj drugače in drugega. Kaj sem pa potem, potem, ko je bila ta osamosvojitvena vojna, ko se je ta trg nekoliko sesul, sem jaz v bistvu čist z veseljem šel v šolo in sem rekel, bom imel pa pol čas, imel bom šolsko plačo in bom imel čas za početi tisto, kar sem pa zdaj tako malo, rekel sem se nazaj držal, pa seveda ni bilo časa, ker takrat sem pa hišo delal, pa družina je bila mlada in tako naprej. Skratka, to šolsko obdobje mi je dalo to šanso, da sem potem počel to in še kaj drugega. Ampak že pred razpadom bivše države si recimo tudi delal na področju oblikovanja plakatov in mislim, da je ena zelo zanimiva serija nekih večbarvnih plakatov, ki je tudi zaokrožila Jugoslavijo. Ja, po Jugoslaviji. To je bilo pa tisto srečno obdobje, takoj po akademiji, ko še nisem hotel biti nikjer vezan. In smo imeli v Ljubljani, v študentskem naselju, smo imeli eno delavnico in delavnico sitotiska in zraven je bil pač to študentsko naselje z svojimi potrebami in jaz sem z veseljem delal, izziv je bil to, da sem delal plakate za njihove prireditve, kot na primer dan mladosti v študentskem naselju. Toliko slika iz tistega plakata je bila potem na ovitku učbenika za slovenski jezik. Torej, tisti učbenik je bil v uporabi 15 let. To je prav, če gremo zdaj 8 let nazaj, pa 15 let je bila ta slikca iz plakata za dan mladosti je bila na učbeniku za slovenski jezik. Mislim, da za 7. razred. Skratka, te dnevi mladosti, pa kakšne prireditve v naselju, pa potem, ko so šli, ko je bila ena taka velika ekspedicija, tako imenovane mlade slovenske kulture v Beograd, takrat so tudi mene angažirali za plakat in mislim, da je bilo takrat pankrti, so jih tudi zelo, je bilo pankrtom tudi všeč in so me pol angažirali, da sem jim eno ploščo oblikoval in tako naprej. Skratka, ja, to je bilo eno tako zelo srečno obdobje, kar se tega tiče. Kreativno. Fajn je bilo. No, pa če se zdaj nekako predstavimo iz preteklosti v sedanjost, ki je tudi čudna, korona in tako naprej. V glavnem delu umetnika je najbrž samotno. To je povedno. Ja, tako da, kako je zdaj ta korona recimo vplivala na tvoje ustvarjanje? Kako je zdaj to? Je to kakšna bistvena razlika? Meni čeprav, mislim, je ta čas tako zajeban še ni bilo. No in potem me še zanima, kakšni so tvoji plani, imaš kakšne načrte, snuješ kakšne nove cikle? Ja. Bi kaj reč o tem? Ja, malo se vračam nazaj in sicer s
tem, da seveda s to izkušnjo, zato sem zdaj risal figuraliko in sicer krave, zaenkrat zgolj ribe. Zelo si želim to delati velike slike. Velike slike. Upam, da bomo lahko soočili te nove krave s tistimi ikoničnimi starimi kravami, ki so zelo pomemben člen v razvoju te konceptualne scene slovenske, recimo, ki se začenja nekje na začetku 90-ih let po tej zamenjavi scene. In jaz se ti zahvaljujem za tale dokaj izčrpen razgovor in upam, da ti bodo zvezde pa vesolje, da ti bo to vse naklonjeno, da bomo naredili enkrat eno fajn razstavo na Loškem gradu, kjer bomo predstavili vse te različne in močne cikle, od prostorskih inštalacij do teh manjših del, ki se povezujejo z oblikovanjem plakatov, slik in tako naprej. Hvala lepa za to razstavo in za vse, kar si mi povedal zdaj, oziroma nam. Hvala lepa.